Biti moramo previdni, da ne izberemo poti, ki vodijo od greha do pokvarjenosti. Tako je 16. marca posvaril papež Frančišek, ko je maševal v kapeli doma svete Marte. Nanašal se na odlomek iz Lukovega evangelija, v katerem Gospod pove priliko o bogatašu in o bogem Lazarju. Izhajajoč iz tega je papež poudaril, da se moramo tudi danes varovati, da se ne zapremo vase in ne puščamo v nemar ubogih ter brezdomcev v naših krajih. Nadaljeval je: Preklet mož, ki zaupa sam vase, ki zaupa v svoje srce. Ničesar ni bolj nezanesljivega od srca in le to zgolj stežka ozdravi. Ko spoznaš tisto pot bolezni, boš le težko ozdravel. Papež Frančišek je na tem mestu vsem nam zastavil vprašanje: kaj čutimo v srcu, ko hodimo po ulicah in zagledamo brezdomca, zagledamo otroke, ki so sami in prosijo miloščino? Ali pomislim, ne, ti pripadajo tisti etniji, ki krade, in grem naprej, ali naredim tako? Brezdomci, reveži, tisti zapuščeni, pa tudi tisti brezdomci, ki so dobro oblečeni, a nimajo denarja, da bi plačali najemnino, ker nimajo dela. Kaj čutim? Je to del panorame mestnega okolja, kakor kip, avtobusna postaja, poštni urad? Je tudi brezdomec del mesta? Je to normalno? Bodite pozorni. Bodimo pozorni, je nadaljeval papež. Kadar te stvari v našem srcu odzvanjajo kot normalne, pot ni prava. Da, življenje je tako, jaz jem, pijem, a da se nekoliko znebim občutka krivde, nekaj dam in grem naprej. Nujno je, da se zavemo, kadar smo na spolzki poti od greha do pokvarjenosti. Kaj čutim, ko med televizijskimi poročili vidim, da je bomba padla na bolnico in da so umrli številni otroci, ubogi ljudje. Nekaj zmolim, nato pa nadaljujem življenje, kakor da ni bilo nič. Ali to vstopi v moje srce, ali pa sem kakor bogataš, ki mu drama Lazarja, s katerim so celo psi imeli več sočutja, ni nikoli vstopila v srce. Če je tako, sem na poti od greha do pokvarjenosti. Zato prosimo Gospoda, preišči, o Gospod, moje srce, poglej, ali morda ne hodim po napačni poti. Če sem na tisti spolzki poti od greha do pokvarjenosti, s katere se ni mogoče vrniti nazaj. Grešnik, če se pokasa, se običajno vrne nazaj. Pokvarjenec pa težko, saj je zaprt sam vase. Preišči, Gospod, moje srce. To naj bo molitev in daj mi razumeti, na kateri poti sem, po kateri poti hodim.